Dame in gospodje, na imenu založbe Modrijana vas pozdravljam in vam predstavljam mojo mlado friendico Barbaro Pešut. Dan. Barbara, tole je pravzaprav druga tako debela knjiga, si pravkar izdala. Potem, sem pa v glavarke založbe slišal, da si rekla, da danes ne boš cinična, da ne boš preklinjala, pa da ne boš umoril. Si rekel, kaj je pol Barbara, ne bo Barbara. To, kar si slišal, je pomota. Tako da bom jaz zdaj, tako kot sem. Upam, da ne bo prehudo, upam, da ne bo prelepo, upam, da bom jih pravno. Ne bo močno. Zdaj pa naslov, hecen naslov, ne štekam prvi polčas slastne četrtine. Je ciničen, je optimističen, ali nas zajebala? Nič od tega. Kako da ne? Jaz. Sorry. Lej, prvi polčas, če gledaš športno, ne, je prvi del igre, ne. To se pravi moje igre. Odkar sem na svetu pa do danes. Je prvi polčas. Drugi polčas šele pride. Se pravi, po tej knjigi bo prišel še drugi polčas. To, da so pa slastne četrtine, je športni izraz četrtina. Ampak slastna četrtina, tega nisem še slišala. Da sem si spomnila sama zase to. Slastne četrtine. Ok, pa to je zanimivo. Autobiografija, si še mlada punca. Ampak lepo, da si to omejila na prvi polčas. Prvič nisem punca, sem ženska in to sem že kar v leti. Ne rosnih, ampak zrelih, starih, kakorkoli. Skratka, kva si vprašal? Ima prezgodaj za autobiografiju? Je prezgodaj, mudi se mi priznam, prehmal. Ne more človek pisati pri 50 autobiografij. To je predrzno, ampak jaz sem vse. Zato, ker mi stvari bežijo iz spomina, ko sem si rekla, da je zdaj napiš, da imaš pozabla, ne. Recimo, da je to razlog. Zelo zanimivo strukturo ima tale reč, ko boste lahko prebrali. To je en tak kolaž, kolumen enih utrinkov iz življenja, tudi pesmi, ne. In tako, ko mi je založnica najprej rekla, da je to na to vižo, sem bil kar malo sumničal, ampak je tako blazno, bizarno, fajn spleteno, ne, da spominja na en tak zašankarski tok misli, ne. Dober je zašankarski tok. Izredno. Samo dober govornik po tretjem piru si lahko v kafani privošči digresijo, pa da ga še ne bi da mora biti dobro. Prav za per pa taka družina. Nekaj, mislim, ne bi se žala, a ne, to je neumen, ampak všeč mi je, da se to lahko govori ob šanku. Jaz bi tudi bila ob šanku. To je naslovnici. Velik bi bila, pa ne morem biti, a veš, zvečer. Jaz več nikamor ne hodim zvečer. Tako da žal ne grem k šanku. Pa bi šla, veš. Verjamem, da bi šla. Se greš z mislimi, ne. Ja, mislim, to je en kult misli, a veš, to ni nič. To ni nič za prvi. Vsem mislim, ja, in kva, zdaj. No, daj vas zdaj povedati, ker mene moram priznati, da me je bilo malo strah to brati. Jaz sem dejansko mislil, da bom dobil eno tako dosti klasično, klišejsko zgodbo o boju z boleznijo. Dobil sem pravzaprav zgodbo o ljubezni, ne? Ja, je love story v bistvu, ta knjiga. Mislim, to se mi prepleta med nogami ali pa mislimi non-stop. Se pravi, ljubezen, bolezen in vse to, kar zraven paše. Eros in Thanatos. Nekako tako, no. Ok, ampak na nek način se da o tem razmišljati v tej tvoji zgodbi tudi, da je zgodba o predaji brez pogojni, ne?
Ja, je. Ne, ker samo bolezni in taki bolezni in popolni ljubezni se lahko tako predaš. Ja, da daš vse štiri od sebe, pa da lahko trebuščku poštajo. Recimo, da bi bila to taka predaja pri kušku, ne, Ja. ampak jaz sem predana višje, ne. To je v duh zašlo, delač. Ne moram pomagati, no, tako je pa šlo. Neka usporednica je, ne, žal je, ja, to, res mi je žal, da je Lestenjak ravno komado povezal ta dva pojma, ne, ko imate se ljubezen, bolezen, ne. Ja, ne moramo, jaz Pojma pomagati. Rečem, da je nekaj v življenju zadeva, ampak pojma ste si res posodno blizu. Zato, ker se rimata. Eto, Ko si to pri Plestenjaku odigrali glavno vlogo, rima. Mogoče, ampak Žalam največ, ampak pust Plestenjaka prvi. ok. Tako da je Rime in Plestenjaka, sta si pojma lahko tudi s svojo knjigo usodno povezana. A ne. Kaj si vprašal? Kakaj je sploh razlika med boleznijo in ljubeznijo? Ja, ne vem. Mislim, lahko je vesoljska razlika, ampak življenje nas tako pritrdi, a veš, da se ne moreš sprenevedati, ne. Mislim, potisnete ob zid v kot, pa lej, takole je stara, nehi bleferat, kaj pa pol, če si zaljubljena, si tudi bolj. In to so te stvari, ki se jim ne moramo upreti, ne. Ja, ampak tvoja bolezen, ne, nastopa v tej tvoji zgodbi na zanimiv način, ne, več, da ti obravnavaš kot človeka, ne. Ja, V neki pesmi jo celo pošlješ, v pizdo materino, ker povej na glas, neč biti narobe. Če meni, skratka, imam jo, ja, kot partnerja, tazga, kada se pogovarjam z ono, na tak način. A kako bi to opisala? Ni mi sovražnica, niti mi ni partnerka, je prej v neki stranski vlogi, no, stalni. skozi prisotno. Ja. Ne, a lahko nekaj, kar je na ta način skozi prisotno, da je del tebe sploh sovražiš in pošlješ in pizdo mater. Ja, ljubezen ne moram, ne. To mi kar paše. K ljubezni se še vrneva, si za eno Pauzo. muzike pa Ja. žal. Okej. Matija Krečič, dame in gospodje.
tu si postavila z enim res odgovorom, ki me je vrgel na rit, rekla si, bolje ne bo nikoli. Ja, ta film mi je bil všeč. Ta naslov tako. Pa Jack Nicholson tu. Naprimer, ne. Ja, točno tako. Bolje ne bo nikoli. Potem sem premišljal naprej, ne? Ker ti not pač na Andreja uporabljaš, nije večje bolečine kot v dnevih bede v srcu nositi srečnih dni spomine, ne? Torej, knjiga na nek način precej nostalgična, ne? Se ti zdi? Ja, se mi zdi, ampak kljub temu se mi pa noter zdi eno to tvoje dognanje, da bolje ne bo nikoli, se mi zdi tako že napol meniško, ne? Dejansko ti situacija prisilila, da živiš v trenutku. Meniško, ja, lahko bi bila tudi knjiga. V samostalni not. Dosti imam 2 kvadratna metra. Za svoje misli, pa za svoje potrebe. In je tudi to. Ampak to, a veš, menihi desetletja po skalah meditirajo, da se naučijo žiti v trenutku, ne, da niso žrtve preteklosti in pehanja za prihodnostjo, ne. To je lahko en tak pozitiven aspekt tvoje bolezni, ker na to, da si šefici založbe rekla, da boš v bolezni govorila pozitivno. Ja, pa to ne bom. Ne, pardon, nič ne bom njej govorila, ker mi gre na K, tako da ne bi o tem sploh rekla. Ampak kar se tiče menihov, jih spoštujem in verjamem, da bi se tudi sama lahko zaobljubila kakšnemu Bogu ali kaj se. Zaenkrat nisem, ampak morda pa še pride in sem zadovoljna in srečna. Mogoče ga najdeš. Zna biti. Ampak greva raje govoriti o rock'n'rollu. Tega. Rekli si, da najbolj pogrešaš od tega rock'n'rolla. To pogrešam. Ja, to sem prebral. Ja, pogrešam res, ful. Pogrešam vse. Instrument, kitare, klaviaturo na odru biti. Pet, plesati, se oblačiti tako, da je dober, pa ne vem, skratka, živeti to. Pri vsem skupaj ti pa to ugotavljam predvsem pomaga za jebancija. Prav ti moram reči za frkancija, ker je to za jebancija. Ja, mi? Ves čas. Ta stavek se mi zdi imeniten, ne. Imela sem rock'n'roll, zdaj imam pa multiplo. Tako nekako. Ne se smejati. Vsi se noben ne smeji, ali se. Skratka, jaz se. Ja, tako nekako je to ratalo zdaj. Zdaj imam multiplo, prej bil pa rock'n'roll. Ampak je še zmer, veš. Poslušam radio stalno, če je za nič komad ugasnem, če je dober komad povečam, če je dobra spika, vas moderatorjev povečam, poslušam. Če ne pa pomisliš, da dobro mi je to. O osamljenosti predvsej govoriš. Ja, sama sem pa zelo velik. Zelo velik. To je pač prišlo zdaj drugačen life z boleznijo, ne. Jaz sem prej norela cel dan okrog. Še imela sem otroka majhnega, pa službo, pa prijatelje, pa smo okrog hodili, ne. In popoldan, in zvečer, in ponoč. Zdaj pa tega več ni. Ne vem, zakaj. Prvič jaz ne morem, drugič tudi oni imajo. Volje, časa, ne vem, o tem. To me zanima, ker ti si se pač gibala v takih krogih, lahko rečeva, estradno-umetniških. Skratka, ki na nek način kljub vsemu ne čislajo in častijo to popolnost, ne, ta kult mladosti, popolnosti. Kako so ti tvoji prijatelji odreagirali
na to, da tvoje telo, bom rekel, hira hitreje od njihovega, ne? Ja, ne vem, to moraš njih vprašati. Veš, kaj se ti zdi? Mislim, rezultat je tak, nihče skoraj ne pride na obisk, razen redkih. Imam asistente in to je to. Na živce ti gre, pa če ti kdo reče, a lahko kaj pomagam. Zelo. A zakaj? Ja, kako ne pa pomaga, revež Bogim? Veš, kaj sem jaz vse skozi dala, da sem zdaj tukaj, recimo dol zjutraj. Ne bom o tem razlagala, je degutantno. Ja, si predstavljam, si ne. No, pa saj si ni treba, samo. Tako mi glej, kot sem. Nekaj, moš pa razumeti tudi, bom rekel, zdrave ljudi, zdrave navednicah ljudi, ki stopajo s teboj v stik, da smo malo zmedeni. Vse razumem. Za napačne vaše poteze nimam nobenih zamer, nimam nobenih predlogov, nimam nič. Pač tako je, sem navajena. A veš? A ne bi pa glasbeno pauzo, ali greva že zdaj k zlomljenemu srcu? Dej zlomljeno srce. Tako se mi zdi en tak leitmotiv knjige, je to tvoje zlomljeno srce. Light. No, hard. To ni nič light, veš. To je shit. Nisem si mislila, da bom imela kdaj zlomljenega. Mislim, to ni fajno. Občutek lesene, skorje, prelomljene. Zmrznene, počene, ne vem, kar je še takih materialnih, recimo, stvari. Duhovne pa luknja, vesoljska. Ampak kljub temu okrog tebe obstajajo in ostajajo ljudje, Seveda, ki te imajo radi, ne? moj mož, moj sin, mama, oče. To je to. In mi čisto duša. Tudi rock'n'roll imam zvečer, ko pride mož pa znerviran domov. Takrat ga imam ful, na ves glas. Kaj bi še rekel, no, sin nobenih težav ne povzroča. On je posvečen svojemu poklicu, ki študira še zanj sicer videoprodukcijo, ne, ampak je zelo zadovoljen sam s sabo. Ni mi nekaj, da bi mogla se sekirati zdaj, kva boš, kje hodiš, kaj delaš, tega ni. Pride na kosil vsak dan. Vsak dan? Ja, in smo vsi trije za mizo. Preklet čudno, ne? Čudno, ja. Ja, Tega nima vsaka mama. ker žena in tudi gospod. mož kuha, ne? Ne, Ne, ja seveda, pa veš, kako dober. ne. Odlično kuha. Ampak daje drugačen vtis. Da je, ja. Ti mu ga zdaj kvariš. Ne pa mu ga ne kvarim, on se na vse spozna, sej. Če si rekla, da je mož malo jezen, ki pa je, je mož tukaj. Ne, ni. Pravi moški. Tako nekak, ja. Nikoli ne preseneti. Zadrži svojega principa, to ne zavesti. In to ti je všeč. Veš, je, Mislim, da zdaj reče zelo glasbeno pauzo. je čas, ja. Matija Krečič. Thank you.
posnela samo en duet v življenju. Ja, ne vem. Serge in Jane Birkin. Podobno, ja. Spominjata malo, čeprav Serge ni celo življenje z eno zdržal. On je bil itak nor, no. Ne vem zakaj. Lahko bi. Lahko pa da ni zadnji. Zakaj je bil mož jezen, ko je bral to biografijo? Ne vem, njega bi mogel vprašati. Jaz res ne vem. Pa tudi kot glavni lik tvojega življenja se nekam sramežljivo prikrade sem noter. Tako, ni ga preveč. Ja, saj sem padla. Žal preveč, ne. Itak je prisoten, vse prisotno. Non-stop, po dnev, po noč. A veš, tako da? Je kaj scenzuriral? Ne. Ne. Ne bi pustila. Mislim, tudi ni prebral cele, veš. Tako da ga izda. Je pa par strani prebral in je rekel, jaz ne vem, Barbara, tole, mislim, to pa ne, no. Jaz pa da to ne bom podpisal. Jaz te ne bom volil. Te podpira, ampak volil te pa na. Ja. Pa niti do poglavja, kjer izdaš, da ti je vsak dan pisal z vojske, ni prišel, ne. Si se pa proti koncu. Ne, ni. Čakaj, da pride do tja, ti je res vsak dan pisal z vojske. Vsak dan. Ne, se heca. Ne, se ne heca. Imam še doma vsa pisma. Če se ti orang zamer, lahko to izdaš v 2 zvezkih. Ja, ne nagovari me, no. Veš kaj, itak imam naslednji roman na pol napisan že. Ja, o tem sem želel, govoriš o tem erotičnem. Ne govorim o pismih iz JNA. Tako je naslov, že na pol napisan. Ampak ne vem, kdaj ga bom dokončala, ker ne gre počas. Pa pišeš z asistentko, ne? Ja. To mora biti verjetno kar naporno, pa tudi težko. Tako kot bi imela nek firewall. Ja, mislim, da je posebno delo, no. Mislim, jaz, če bi bila zdrava, si ne bi nikoli mogla tega predstavljati. Tako da razumem, ne. Skratka, sedi, tle kom. Jaz meditiram, narekujem. Ona pa piše, preden gre na papir. Sliši, ne. Ja. In ta, a veš, dotik, da ti daš intimno misel, najprej njej, potem šele na papir, je kar zopen, si treba navaditi. Ti mora nehati biti nerod, tudi če si v besedah zelo intiman, zelo pokvarjen, da to uspeš narekovati, ne. No pa tudi to, kar izrečeš, ni za kakje katoliške punce čvrste nravi, ne? Ja, ni. Ne želim se navezati na tvojo erotiko, ne groziš, ne? Tvoj klon je bil čudovit, zakaj si po vseh teh letih izdala, da si ti Eva, avtorica čudovitega klona? Ja, prej mi je bilo sram. Zdaj pa je več. Ne pa več. Kača, no, prej sem skrivala, veš, mamica, hčera, Še vedno, ne. a veš, vse to, no. Zdaj pa me ni več sram. Ampak si se pohvalila, da pišeš erotični roman, ki bo bolj pokvarjen od vsega. Ja, zdaj že končam. Ok, to ni bilo zdaj težišče, vprašanje je bilo na tistem bolj pokvarjen od vsega. Kaj bi rad, da ti razlagam? Ne. Ne bom tega delala, čeprav ni problem. Če asistentki narekujem, lahko tudi te povem. Ampak ne bova stale, a ne. Skratka, bolj pokvarjen od vsega. Ja, mislim, napredujem, no. Napreduješ v tem erotičnem smislu, ker Tako.
občudujem to tvoje erotično samozavest. Ne? Ti smo noter v knjigi, pa žal mi, da si tega citata nisem spisal, sem potem bezlov po vseh teh listih nazaj, pa ga nisem več našel. Ampak bom poslušal tako pogovor, tako če bi nekomu v bifeju rekel, da je pa prav sama sebi, da je carica za erotiko. A res kdaj sem to rekel? Ne, ni me dobro si to. Carica. Znamo poveš, da to ti pa gre, ne? Ja, to mi Paše. Paše mi to, ja. A veš, besede se tako iz vrteljaka, veš, sam letijo na papir. Ne, da bi jih jaz kaj dost zavirala. Pač zato sem nekako nadarjena, no. Si upam reči. No, si upaš reči. Ja. To sem upala si reči, to sem želel reči. To sem zakompliciral. Kakšna razlika med moško in žensko erotiko? Je. Moška je bolj mačistična. Ženska je pa bolj, mislim, vsaj moja, no, bolj udana na nek način. Udana je. Kakšna je pa razlika zate med pornografijo pa erotiko? Ja, pornografija je čip, ne. Veš, tukaj se ne rabiš glih ne vem koliko duhovno izražati. Ja. Erotika je bolj, no, malo bolj zahtevna. No, ampak... Imam pa nič proti pornografiji, če to misliš. Ja, ampak v ženskem svetu, zakaj ženske vedno govorijo o erotiki in tem, ko moški prakticiramo pornografijo? Ne vem. Skaj je taka razlika? A se čutite moški bolj malo pederski tipi, če rečete erotika ali kaj? Mogoče. Ne vem, ne razumete. Mogoče. Se če sem videl dobila. Ok, kaj bolj je zate, ne? Glede na, govoriš o tako mindfuckingu, to je tvoja z erotiko, ki se je... Mindfucking je čarobno. Čarobno početje. To skozi lahko teče, če si na to priklopljen, ne. Vsak pogovor, vsaka beseda je lahko mindfucking. Vse. To je bolj mindfucking boljši od prakse. Jah, ne ni, ampak jebi ga, jaz zdaj ne moram nekaj. Ampak v resnici je, jaz sem o tem veliko premišljal, zadnjič sem govorila, ne, zakaj ljudje pravzaprav v večini ne prakticirajo svojih erotičnih fantazij, ne. Kar pomeni, da njihova realnost, ne, ko doma ležejo na tisti svoj dormejo in orehovo posteljo, ne, v tistih slovenskih spalnicah, da očitno tisto ni tako vznemirljivo, da bi jih zmotivirali do te mere, ne, da se velika večina ljudi po mojem zavezuje mindfuckingu bolj kot pa praksi. Ja, ne vem, če sploh vejo, kaj pomeni to mindfucking. To je, da fukaš z mislimi, ne. V mislih. Kar nič ni telesnega, ne. Ampak so samo duhovne pritikline. Kaj sem hotela sploh povedati? Zakaj Slovenci tega ne počnejo, ne? Ja, smem, če sem v Slovenci. In se tudi ne bi na Slovence bi naslonila. Čeprav verjetno mlajše generacije so bolj detabuizirane, ali ne? To ja, ampak ne vem, koliko se ti duhovno ukvarja s seksom. To mora biti bolja. To je del. Orang del. Več, ko se posvečaš s mislimi, več delaš. Pa če resno delo je to, no, to ni hec. To ni hec. Ne. Barbara, a rečeva za konec še eno v drugem polčasu? Kaj pa? Ja, nič ti ne bom povedala. Ne bom, no, to je malo
neokusno. Pišem ga, ja, ampak dejno ne bom pustne primersti. Pustite primer. Spoštovani cenim je. Hvala za potrpljenje. Ni bilo težko. Še to, knjige so na voljo, tamle Barbara je pa tukaj le pisuje oziroma štemplja. Barbara, hvala. Hvala tudi tebi. Jaz moram reči, da sem izjemno vesela, da imam v rokah tole knjigo, ko me čakam, da jo preberem. Sicer mečkano že vem, kako in kaj, ampak verjamem, da bo izjemno duhovita, zanimiva, gotovo tudi pretresljiva, tako kot je bil današnji pogovor z avtorico Barbaro. Moram reči, da vsaj mislim, da smo se vsi zelo zabavali, pa seveda, da nam je tudi ostal en kanček opomina na to, kako živeti v trenutku tukaj in zdaj. Ja, mislim, da smo prisostvovali enemu res lepemu, pravzaprav čudovitem dogodku. Jaz sicer Barbaro poznam že veliko let iz njenih mladih dni, ko sta se z Magnifikom tudi spoznala. Mi smo namreč tudi sorodstveno povezani, ampak to ni razlog, seveda, da sem bil danes to. Razlog, da sem bil danes to, je to, kar Barbara počne, o čem Barbara piše, o čem govori. In to so vedno lepe, iskrene, realne stvari, ki se ljudem v življenju tudi dogajajo. Všeč mi je, da ženska tako prostodušno in brez zadržkov govori o svojem življenju, o erotiki, o duhovnosti, o tem, kako se ni lahko pravzaprav znajti v tem življenju, še zlasti ne, če ti ne gre vse tako tekoče in po maslu. Všeč mi je njen jezik, všeč mi je njeno igranje z besedami in nestrpno čakam na drugi polčas. Fenomenalno, mislim, toliko realna, toliko čutna kot Barbara dejansko kot je, ker jo le poznam zelo intimno in se to prepustiti pred drugimi ljudmi, ne samo med platnice, ne ujeti vse te svoje intimne trenutke, je zelo pogumno in svetovljansko. Se mi zdi, da je Barbara zelo velik človek, da nam vsem deli to, kar mi vsi nekako občutimo, doživimo, pa ne upamo sami sebi priznati. Manjka te spontanosti, ki jo ima Barbara? Absolutno je manjka. Da se mi zdi, da je bistveno bolj pogumna ratela ravno s to njeno s tem njenim handijem, kako ona reče, samo handicapu. Tako da iz vsake te težke situacije najde en tak humor, en pikar humor, ki dejansko te navdahne, pa te spravi v dobro voljo, čeprav gre za bolj težko temo. Barbara, imeli ste bogato glasbeno življenje, od Marolta, Katic, v redu, sester in tako naprej. Katero mogoče obdobje v glasbenem delu življenja je pa najbolj zanimivo bilo, mogoče kakšna anekdota? Najbolj zanimivo je obdobje v redu, to je bilo najlepše. Da si na odru, da razturaš in da te na ulici prepoznajo, ne? In to smo doživeli v Sarajevu, tik pred začetkom vojne. Tako da žal, sem tudi jaz žrtev vojne na nek način. No, ampak potem ste tudi veliko pisali besedila, glasbo. Katere so vam najbolj od teh, ki ste jih napisali, ostale v spominu, da ste še danes zelo ponosni na to, kar ste pol napisali? Ja, najbolj boste pričakovali, da rečem sestre, ne?
mogoče vers od teksta za sestre. Ko me gledaš, vidiš to, kar si. Daj meni. Top vers. Moj. Ni mi boš ga rada še napisati. Boče pa bo. Praviš, da si bolezen poslala v PM in živiš za trenutek. Kakšen trenutek je bil danes? Krasen. V družbi dveh lepih moških na odru, en je Miha, drugi Matija. Odlična sta. Za pogledati in za poslušati. Na naslovnici Kadiš joint, eksplicitno poezijo si izdala na rizlah. Kaj pa kaj ti pa trava, da sta kar kolegice? Niti ne. Prvič ne znam sama zviti jointa. Drugič ne kadim prav ne vem koliko. Kadim občasno, da mi pomaga premagati krče pa slabo voljo, samoto, whatever. Ni slaba, no. Ni slaba. Kira je pa najljubša od poezij, ki si jih izdala tudi na papirčkih. Zakaj šla sploh dati erotično poezijo na rizle? A zato, da unika puhamo, jo, tudi še kdaj kaj fajnega preberejo? Ma ja, ne vem, to se mi zdelo tako perverzno, da bi imela poezijo na papirčkih. Tako všeč so mi bili, ne. In sem Zigija prosila, če bi to on bil pripravljen natisati. In je rekel ja. In je natisnil 7 pack, ali kako se reče to, 7 rizel v enem paketu. In na njih moje pesmi. In to mi je dober ful. Ni nobene ljubše pesmi. Vse so mi dobre v tej zbirki. Te so pa res naravno v glavo. Tako, kot je, brez blefa, nič, direkt. Nekje v avtobiografiji zapišete, da je pisanje o lastnem življenju najtežje, zato ker ne morete uporabljati domišljije svoje ali pa fantazije, svoje največje zaveznice. Ne? Res je. Kar dober trening je to. Res. Povej zdaj, kva je bilo v resnici. Ne si izmišljevati, ne. To je težko. Ampak mi je rado še kar. Ste hoteli, ali pa ima avtobiografija poleg očitnega podajanja nekih zanimivosti iz življenja, kakšno sporočilo? Meni se zdi en tak optimizem, da kljub vsemu iz tega. Ne vem, zanima me vaša plat. Sporočilo. Mislim, jaz bi lahko sama povedala sporočilo za ljudi. Dajte živeti tako, kot je. Ne sekirite se za nazaj, pa kdo je kaj podoben, ne to ne, pa nehite opravljati. Skratka, nehite si želeti nekaj, česar ni, pa potem hrepeneti. To je zguba časa, čista zguba. Bolj še kaj delati, da ti je dobro.